Pozdravljeni. Pred kratkim, 8. maja 2025, je bil izvoljen nov papež, Leon XIV. Danes bomo preučili gradivo, ki smo ga prejeli, ki osvetljuje zapuščino, ki mu je nekako prepušča njegov predhodnik, papež Frančišek. Ti viri ponujajo, moram reči, precej oster, kritičen pogled, osredotočeni so predvsem na finance in pa nekatere, recimo, usmeritve med Frančiškovim pontifikatom. Poglejva, kaj točno izpostavljajo. Res je. Pred Leonom XIV. Se vsaj sodeče po tih virih odpira vrsta precej zahtevnih vprašanj. In ne gre samo za posamezne spodstrgljaje, ampak za celosten sklop izzivov. Dotikajo se financ, globalnih povezav pa tehnologije, celo samega nauka cerkve. To gradivo dejansko slika dediščino, ki je, polna kompleksnosti in potencialnih bremen. Začniva morda pri financah. Te so pogosto v središču pozornosti, a ne? Viri podrobno opisujejo polemike okoli tako imenovanega Petrovega novčiča. Kaj je torej glavna težava pri tej temi, kot jo predstavljajo ti dokumenti? Glavni očitek v virih je, da sredstva zbrana pod imenom Petrov novčič, namenjena izključno za pomoč najrevnejšim, pomoči potrebnim, pogosto niso dosegla svojega cilja. Namesto tega naj bi bil ta denar, ki so ga, darovali milijoni vernikov v dobri veri, uporabljen za visoko tvegane finančne naložbe. Tvegane naložbe? S cerkvenim denarjem? Tako piše, ja. Pa za nakup luksuznih nepremičnin, recimo v središču Londona. In celo, kar viri še posebej izpostavljajo kot skrajno problematično, za financiranje hollywoodskih projektov. Hollywoodskih? Kot na primer. Omenja se konkretno biografski film o Eltonu Johnu, Rocketman, ki, kot vemo, vsebuje eksplicitne homoseksualne prizore, kar je po mnenju teh virov popolnoma neskladno s katoliškim naukom. In seveda z namenom zbranih sredstev. Vpleten naj bi bil nek malteški sklad Centurion, pa posamezniki tesno povezani z vatikansko blagajno. Kritika v teh dokumentih je res ostra. Vatikan naj bi deloval bolj kot finančna institucija, kjer dobiček, prevlada nad duhovnim poslanstvom. Petrov novčič pa naj bi postal nekakšen simbol te domnevne zlorabe zaupanja. Težke besede. Finančne nepravilnosti so torej ena plat zgodbe, ki jo slikajo ti viri, ampak dotikajo se tudi širše usmeritve Vatikana pod Frančiškom, vključno z njegovim delovanjem na svetovnem prizorišču. Kako je to predstavljeno? Tako je. V gradivu najdemo opise, kako se je Vatikan pod Frančiškom močneje angažiral pri globalnih vprašanjah. Recimo podnebne spremembe, migracije, pa odziv na pandemijo COVID-19, vključno s promocijo cepljenja. Kritiki v teh virih to vidijo kot premik fokusa, stran od tradicionalnih, vrstkih in duhovnih tem. In omenjajo tudi konkretna partnerstva. Ja, posebej izpostavljajo partnerstvo Vatikana v okviru Sveta za vključujoči kapitalizem. Tam sodelujejo velike globalne korporacije, kot sta BlackRock, in predstavniki vplivnih finančnih dinastij, recimo Rothschildova. Po mnenju teh virov gre za sporno povezovanje cerkve z globalnimi finančnimi in ideološkimi elitami. Te naj bi sledile agendi usmerjeni v ESG merila, to so okoljska, socialna in upravljavska merila, ter druge globalistične cilje. In ti cilji, pravijo viri, morda niso vedno usklajeni s tradicionalnim katoliškim pogledom. Zanimivo. Viri omenjajo tudi nekaj, kar morda ne bi takoj povezali z Vatikanom, tehnologijo. Kako naj bi se ta prepletala s cerkvijo in zakaj je to za nekatere, vir kontroverznosti? Gradivo izraža precejšno zaskrbljenost nad pobudami za digitalizacijo cerkve. Govori se o idejah, kot je beleženje zakramentov, na primer krsta, na tehnologiji veriženja blokov, blockchainu. Blockchain za krst? To zveni futuristično. Ja, pa v zbiranju darov prek kriptovalut ali celo uporabi umetne inteligence v pastoralnem delu. Opozarja se, da bi takšna tehnološka integracija, še posebej v povezavi z razvojem digitalnih valut centralnih bank, CBDC, torej digitalnih oblik nacionalnih valut, in pa globalnih sistemov digitalne identitete, lahko vodila v doslej neviden nadzor nad vernike. Obstaja bojazen, izražena v teh virih, pred nekakšnim ocenjevanjem duhovne skladnosti posameznikov prek algoritmov.
Torej, izguba zasebnosti in svobode vesti. Nekako tako, ja. Kjer bi vera lahko postala le še en digitalni podatek, podvržen nadzoru. In kako naj bi vse te spremembe, finančne, globalne, tehnološke, po mnenju teh virov, vplivale na samo versko doktrino in na odnose med različnimi verami? Na tem področju so viri še posebej kritični pravzaprav. Medvrske pobude, kot sta podpis dokumenta o človeškem bratstvu z velikim imamom Al-Azarja Vem, to je bilo precej odmevno. in projekt Abrahamove družinske hiše v Abu Dabiju, tisti kompleks s sinagogo, cerkvijo in mošejo, vidijo kot korake k relativizaciji verskih resnic. Trdijo, da takšne poteze spodbujajo ustvarjanje neke vrste globalne sinkretične religije. Sinkretične, torej mešanica različnih verovanj? Tako nekako. Ki naj bi zameglila edinstvenost krščanskega sporočila in vlogo Jezusa Kristusa. Poleg tega viri opozarjajo na globok notranji razkol v cerkvi. Ta naj bi se kazal na primer pri vprašanju možnosti blagoslavljanja istospolnih zvez. To v virih vidijo kot možno izdajo tradicionalnega nauka, pod krinko pastoralne skrbi seveda. Kar naj bi vodilo k postopni normalizaciji nečesa, kar je bilo tradicionalno razumljeno kot greh. Torej, če povzamemo te vire. Papeža Leona XIV. Čaka soočenje z zapuščino, ki je, polna izzivov. Po eni strani so tu resne obtožbe glede finančnega upravljanja, transparentnosti, po drugi strani pa vprašanja o strateški usmeritvi cerkve, med globalnimi povezavami in tradicionalnim poslanstvom, dileme glede vpeljave novih tehnologij in, nenazadnje, pomiritev globokih notranjih napetosti glede doktrine. Zdi se, da viri nekako nakazujejo na temeljni očitek, da se je cerkev pod Frančiškom morda preveč oddaljila od svojega duhovnega jedra. Natančno tako. Izzivi, kot jih predstavljajo ti dokumenti, so res veliki. Puščajo pa nas z enim osrednjim vprašanjem za razmislek, ki se dotika prihodnosti. Ali se, kot nakazujejo ti viri, pristna vera zaradi teh procesov umika iz javnih inštitucij, v bolj zasebne, skoraj katakombne oblike? Je to morda odgovor vernikov na občutek, da uradna struktura ne odraža več tistega, kar oni vidijo kot temeljno resnico? To bo, sodeč po tem gradivu, eno ključnih vprašanj, s katerimi se bo moral soočiti pontifikat Leona XIV.